Živijo, lep pozdrav. Danes se bom zapeljal v Goriška Brda, kjer se bom zapeljal v srednjeveško vasico Šmartno. Nato se bom spustil v Vipavže, kjer bom sadjarja vprašal, kako so mu pozebile češnje. Potem se bom pa dvignil še na Korado in s kolesom zapeljal v aprilski sneg. Danes je 7. april, ura je 9:30 dopoldan. Po noči so namerili rekordno nizke temperature po Sloveniji, v Retjah -26, v Novi Gorici -4. Še zdaj na Sokanskem mostu kaže, da je +3. Jaz sem se odločil za vzpon v Brda. Upajmo, da ta pozeba ne bo naredila prevelike škode na sadnem drevju in ostalih pridelkih. Jaz sem se sicer oblekel v zimska oblačila, kar zna biti, da je bila to napaka, ker to aprilsko sonce je vseeno močno in si mislim, da me bo v roku 2 ur skurlo. Ampak dobro, ko sem gledal skozi okno ven, je bilo videti za kratke rokave, ko sem pa odprl balkonska vrata, me je pa kar stisnilo. Edino, kar je takoj opazila moja kratka pamet, je to, da v času tega trdega lockdowna, ki velja do 11. aprila, je na cesti absolutno preveč prometa. In ta promet je non-stop. Samo se jaz trudim, da ga ne bi posnel. Da posnamem samo takrat, ko ni nobenega avta. Evo, tukaj pa zdaj slavni napis v Gonjačah. Vsak patk disko. Ta napis je tukaj že vsaj 40 let. To pa vem zato, ker sem ga jaz prvič videl, ko sem imel 10 let in smo bili na nekem šolskem izletu v Goriška Brda. Napis pa je fenomen tudi zaradi tega, ker so vmes ta zid že obnovili, ampak napis je pa kar ostal. Tle moram prav narediti en krog po vasici Šmartno. Zelo lepo ohranjena in vzdrževana srednjeveška vasica. Priporočam obisk kadarkoli. Seveda pa še posebej v času martinovanja. Poglejte, kako so čudovita Goriška Brda v tem času. Evo, tukaj se še na hitro ustavim pri vili Vipavže. Tudi tle imam en kup lepih spominov, ko smo hodili še ko najstniki žurirati ob vikendih. Zdaj je pa to bolj prestižna lokacija. V Brda se bom zapeljal tudi s tem namenom, da vidim, če bo kakšen gospodar kje ob cesti, da ga vprašam. Dober dan. Sem rekel, da se moram prav ustaviti, kako kaže za sadje. Vsaka je noter temna. Ko je črna, je konc, ne? Vidim. Sem rekel, se prav zapeljem en džero, da vidim, kakšno je. Kar je nizko tle je šlo, ciho. Ja. In bresko, vse skupaj. Tudi tle dol bresko, na sad to ni več, ne? Škoda. Kaj češ mi reči? Ja, nekaj, ne? Daj, upajmo na najboljši, ne? Hvala, živijo. Ja, zdaj je ura malo čez 11. Sonce lepo greje. Tam gor je pa grad Dobrovo. Malo me je zakuhalo, tako da sem dal dol trak in volnene rokavice. Zaenkrat je super. Zdaj sem pa že na drugem grebenu,
Tam se vidi Šmartno, kjer sem prej naredil en krog. Jaz se pa uspenjam proti vasi Krasno. Itak je Krasno, ampak tudi vas se tako imenuje. Ne vem, kako mi je uspelo, da sem si dal števc na nič. Še dobro, da imam vklopljeno Stravo, da mi izmeri vse potrebne parametre. Le kaj je sneg gor na pobočju proti Koradi. Kdo bi si mislil, da se z Nove Gorice odpelješ v Goriška Brda in malo hrib in preš v zimo. 7. aprila. Če sem že dal gor zimska oblačila, pol bom izkoristil. Na določenih ovinkih je kar mokra cesta, tako da bom mogel biti zelo previden pri spustu, ker grem po isti nazaj. Zdaj sem se dvignil do cepa za lovsko kočo Korada. Naprej s kolesom ne gre, ker je preveč snega, ampak super sem izkoristil. Tle sem se dvignil na enih 600-700 metrov. Zdaj grem pa lepo počasi v dolino, ki je mokra cesta. Nameravam se pa spustiti v Plave in potem po kolesarski stezi nazaj v Solkan. Ja, ta spust dol do kolesarske steze je bil kar adrenalinski. Moram pa reči, da sem šele danes na tem spustu dojel tisto pravo moč disk zavor. Ko sem v parih trenutkih mogel na hitro zmanjšati hitrost, ker sem se bližal vlažnemu ovinku. To res dela tako, ko more. Sem navdušen. Upajmo, da bojo sadjarji uspeli rešiti pridelek. To je pa res škoda, tako da te preseneti ta pozeba. Jaz imam pa zdaj še 10 km te kolesarske steze. Upam, da ne bo preveč nevarna, ker vidim, da je kar nekaj kamenja po tleh in vej. To ne bi bilo lih najboljše, da mi iz hriba dol preleti na glavo en tak šus. Tako, pa sem priplužil nazaj. Tu bo enih 55 km, malo manj kot 3 ure. Link je od spodaj v opisu. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.